Da nam kdo rekel, da nimamo zadja. Ej, mi se imamo malo za pogovoriti. Čas je, da se malo pogovorimo, ne. Prvo, LA Lakersih, definitivno si zaslužijo mesto za pogovor. Kakšen začetek sezone? O Luki Dončiću. Malo pravica. Dobro, vsaj opozorilo za me, ne, da moram malo lepše zaskrbeti. To pa nemamo posli. O Luki Dončiću. Tudi kakšen začetek sezone. Pa pogovarjal se bomo o Reevesu, o Aytonu, o tistem, o katerem sploh ne slišimo zadnje čase, LeBronu Jamesu. Na drugi strani bi želel opozoriti na par stvari, ki se dogajajo bolj na dnu lestvice zahodne konference, Dallasu. Tako to pač je. Tudi o fantih, ki so potencialni kandidati za slovensko reprezentanco in tudi o tistih mladcih, ki igrajo v NCAA, ampak poglavitna nit današnjega mojega podcasta bo pa definitivno zasedba LA Lakersov, Luka Dončić, kako igrajo, kako se dopolnjujejo, kakšni so rezultati. Šli bomo malo čez rezultate. V glavnem, res lep začetek sezone za LA Lakersom, to je fantastično. Nekaj, kaj smo si želeli pred sezono, ko smo vedeli, da se Luka Dončić spravlja v formo. Pač, ali je potegnil celotno ekipo, ali se je celotna ekipa dobro pripravila predtem, sploh nema veze, kar je važno, je rezultat 7-2 do tega trenutka pri Lakersih, ki v bistvu sploh ne igrajo v neki popolni postavi, ampak so precej poškodovani. Preden začnemo, vkolikor želite podobne analize slišati še naprej, vkolikor želite highlightse, zgodbe iz ozadja, zanimive zgodbe, zdaj predvsem aktualna tale Dončić Reeves naveza, ne, te pač gluposti, ki imata ona dva v ozadju, vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort za podobne vsebine, kot pravim, da boste takoj naročeni. Kakšen všeček, cenim kakšen komentar spode, ali je to vprašanje, ali kakšen vaš komentar na to, kaj bom govoril, ali na samo sezono Lakersov, Luko Dončića in tako naprej. Vabljeni, da se družimo tukaj še naprej, torej, da se naročite, kakšen všeček, kakšen komentar. Gremo. Kaj ne prvo, o Luki ali o Lakersih? Lakersih, generalno gledano o Lakersih. Danes so odigrali tekmo proti Wembanyami in pa proti San Antonio Spursom 118 proti 116. Zdaj le en takšen paradoks, ne. Z Mitijo, kolegom smo se zjutraj pogovarjala, Luka sploh ni imel neke ahinoh tekme. Zmetal je ne vem koliko šutov mimo, glavnem, ni bila to neka idealna tekma za Luko. Vzel si je 27 šutov, 9 jih je zadel, od tega za 3-11 metov, 4 zadete. Pa 17 prostih metov, 13 zadetih. Na koncu 35 točk, 9 skokov, 13 sten. Bumf, kjera statistika. Ampak vsa ta statistika bi bila 0, če Lakersi na koncu ne bi zmagali. Ampak so tudi o pomoči ene step back trojke Luke, ki je bila kot neka češnja na torti, kako se je zapletlo, smo videli vsi, ne. Eni sicer med vožnjo, ampak nema veze. V glavnem, res dober začetek sezone LA Lakersov, ki so v tem trenutku, če pogledamo lestvico, na drugem mestu zahodne konference. Mislim, ala vam vera. Lepo igrajo, krasno igrajo. Vse to je tisto, ne, da žoga teče, da se dopolnjujejo. Obramba bi še lahko bila boljša, napad je pa res dober. Ampak hej, imamo zunaj še LeBrona, o tem bom še govoril. Gabe Vincent je igral na začetku, pol se je nekaj poškodoval. Ayton vmes nekaj manjkal, ampak še vseeno tudi brez Reevesa, vmes brez Luke, brez LeBrona so zmagali tisto v Portlandu. Ayton je takrat dokazal, da je odličen. Čeprav prva tekma, ne, ko sem gledal prvo tekmo Lakersov, jaz sem si mislil, jaz sem že sam pri sebi rekel, nema tega denarja, da bi jaz to gledal. Jaz rad spim, malo bom povečal tudi družino, pa mogel se tistemu posvetiti v glavnem. Ne bom tega gledal. In pol prerod, Luka prva, kaj je dal prvo, 43, pol 49, 42, ne vem koliko v glavnem.
kar se tole nizalo, kar se ne ostavi, 7-2, pismo, jaz sploh ne vem točno, kdaj so na zadnje tekmo izgubili, so jo, ker imajo 7-2, izgubili so, proti Portlandu. Možno. Zgleda, tako piše. Los Angeles Lakers Portland, 28.10. Zgleda res. Nema veze v glavnem in potem 1, 2, 3, 4, 5 zaporednih tekem zdaj, ko so zmagali. V glavnem, ja. Začnimo z Luko Dončićem, ker je pač abnormalen, ne? Ker je naš začetek sezone. Kako? 43 točk, 12 skokov, 9 asistenc proti Golden Stateu, ampak poraz. Naslednja tekma, 49 pik 11 skokov, 8 asistenc proti Minnesoti. Poškodovan. Memphis Lakersi, 44 pik 12 skokov, 6 asistenc. Miami zmaga, 29 pik 11 skokov, 10 asistenc. In včeraj San Antonio zmaga, 35 pik 9 skokov, 13 asistenc. Tip ima v tem trenutku, da se ne vem kaj zmotil, koliko vem, 40 pik na tekmo. Odigral je 1, 2, 3, 4, 5 tekem do tega trenutka. Beleži, reči in piši 40 pik na tekmo. Zdaj samo trenutek, da jaz vem, koliko je še tu skokov, koliko je še tu asistenc. 11 skokov, 9,2 asistence v 5 tekmah. Ob rekordu 7-2 oziroma ko je on v postavi 4-1, če se ne motim. Ja, tako je. MVP kandidat na začetku sezone, seveda vse je vsakič, ampak ja. Kaj je drugače? Forma se, to je jasno, zdrži tekmo, na koncu daje točke, to je mogoče razlika napram lanske sezone. Igra obrambo, danes 5 stilov, 2 ali 3 blokade. Kasneje bom tudi pokažal tekom dneva novinarsko konferenco in pač spet for Luke. Glavnem si boste lahko na nadaljevanju večera ogledali tole povzetek. Pač Luka igra, Luka je fantastičen, uživa, smeji se. Danes je bil malo živčen, malo je prigovarjal sodnikom, ni še dobil tehnične. Tudi to je drugače. Fantastično. Ok, Luka, to smo obdelali, pa še bi lahko govorili, še veliko smo premalo govorili o tem. Reevesa bi izpostavil, ker napredek. Že lani je pokazal par dobrih iger, ampak letos tudi brez Luke vmes. Tista tekma 51 pik. Letošnji rekord Lakersov, mislim, da celo podaja do trojnega dvojčka zmanjkalo. Reeves se dopolnjuje z Luko zelo dobro na parketu. Lepo se čitata v obrambi, v napadu, en drugega lahko poiščeta, lahko en zaključi. Bolj pomembno, lahko privleče obrambo nase, pa da mogoče malo več prostora ali en drugemu, ali pa še celo ostalim. Ne? Tudi podajata, razigravata svoje igralce. Zelo nevaren, če ne mogoče najbolj nevaren trenutno backcourt v ligi. Izredno dobra kemija med tema dvema. Non-stop se zafrkavata, ampak kar je najpomembneje, da to prenašata v igro, da ni to neko brezvezno zafrkavanje, da ne rečem celo neke otročarije, ampak se to prenese oziroma na teren, ne, na igrišče. Pač to je tisto, kar je vredno potem. Zdaj, če bi se ona dva od zadaj zabavala, pa bi imela ekipa nek slab rezultat, bež 3, ne, krasne, ne, ni v tem fora, ne, dokler pa tako to štima, pa ne ona dva negujeta ta odnos, ne bo ta zaradi mene otročja. Pa še takšne izjave na novinarskih konferencah, ko res vidiš, da ekipa klapa, ne, da klika vse skupaj. Ne. Pol je en tu fant, ki me je presenetil, Laravija, ne, konstantno igra, zna zadet nevarnje, ne moreš ga pustiti, ne moreš mu pustiti prosto. To mi je všeč. Ejton, konstanten, zaposlujejo ga, play, ne, krila ga zaposlujejo, da svoje, mogoče še je malo premehek za moj okus, ampak je dvignil nivo igre, ne, proti Portlandu 29, dvojni dvojček, ne. Prva tekma, koliko je to nezainteresirano izgledalo, bože, ampak dobro, da je bila prva tekma, ker so vsi igrali porazno, potem pa samo gor. In zdaj pridem do LeBrona Jamesa, ne. Tudi to mi je pa neznanka, ne. Zdaj trenutno igrajo brez njega zelo uspešno, LeBron pa ne igra zaradi neke vrste išija, se pravi bolečina zadaj od križa dalje dol v noge, kao. Ampak zelo je tih, ne, dobenih izjav, dobenih nekih posebnih stvari na klopi, ne se nekaj posebej izpostavlja. Eni bi rekli, oziroma celo pravijo, da je malo ljubosumen na ta duo
Luka Reeves, da jim uspešno gre. Ne vem, jaz ne bi šel tako daleč, ampak mi je pa vsekakor zanimivo, ker se ne izpostavlja, pa všeč mi je, da se ne izpostavlja, da daje drugim vso pozornost, ki si jo v tem trenutku seveda zaslužijo, ne? Tako je moje mnenje. Evo, pa vas na tem mestu povabim, da sami pokomentirate kakšno zadevo spodaj, pa mi date kakšno vprašanje, ne? Tako da, interesantno. Lakersi, še mogoče tukaj ostanem, da vidim, kaj sledi za Lakerse. Mislim, da je naslednja tekma proti Atlanti iz sobote na nedeljo, če se ne motim, ja, ob 2 zjutraj, potem Charlotte. Daj, ne bodimo skromni, pričakujemo 2 zmagi, pol pa 13.11. Oklahoma, Lakersi, prvi proti drugemu trenutno, ne. Sledi New Orleans, Milwaukee, Utah in še enkrat Utah, Clippersi in potem Dallas. Zaključujem mesec proti Dallasu 29. novembra, do ta je pa še Dallas. Ko sem ravno pri Dallasu. Ja, bože, Niko, nisi tole dobro zrihtal. Zaenkrat zgleda, da nisi dobro zrihtal. Tamle je Luka Rastura, ki si ga oddal, Davis je poškodovan, spet da ne rečem poškodovan. Tvoja ekipa je pa praktično zadnja oziroma predzadnja na zahodu. To pa boli, ne, mislim, mene več ne, ampak tiste, ki še pa navijajo, ali pa zdaj tiste, ki si razkurijo s tem tradom, pa boli, ne. Hudo boli. Kakšen je skor Dallasa? 8 tekem, 2 zmagi, 6 porazov. Kaj meni ne štima pri tem Niko, ne? Mislim, očitno je, več kot očitno, da gre za neko zamero od zadaj. Ali je to relacija Luka, pa tale Niko, ne, ali pa ne vem, ne znam si razlagati. Ker, zakaj tako mislim? Najprej prideš na čelo Dallasa, pripelješ Washingtona, PJ Washingtona, pripelješ Gafforda, draftaš, se pravi, tega centra, no, Livelyja. To so vse fantastične poteze. Fantastične. In pol prodaš Luko. Kje je zaštekalo, majster? Mislim, mogoče v odnosu. Ajde, ampak biznis je biznis. Tu moraš včasih osebne stvari dati za sabo. Ali pa si tak egomanjak, ne? In zdaj trenutno se ti to ne izplača. Pa poškodovan ti je Kyrie. AD si vedo, kaj si kupil, ampak si vseeno, ne? Damage goods, ne vem. Cooper Flag. Itak se je hajpalo, ne, Američan končno, ne, Polgan Kit ne da na svojo pravo mesto igrati, ampak probajo s playom, ne, pač to ne ustreza in zdaj številke pač niso nekih 13 pik na tekma nekaj tajega, danes je dal 20, ampak so jih tak zgubili. Klay Thompson popolnoma izven forme. Ven, da bolj ven ne moreš biti ven. Glavnem slabo. Kar se tiče ostalega NBA, OKC Rastura naprej. OKC je prva z enim porazom v 9 tekmah. Sledijo Lakersi, Houston, Denver, San Antonio in tako naprej. Na drugi strani, kaj imamo na drugi strani? Mislim, da je Philadelphia na drugi strani glavna. Se grem takoj tega, samo trenutek. Ker tam proti Clevelandu zgubili. Zanimivo. Chicago, Detroit, New York, Philadelphia, Cleveland. Zanimivo. Ok, manj pauze. V glavnem, treba bilo malo menjati kamero, kjer je tam zmanjkalo prostora. Ne, veze, v glavnem, NBA smo povedali. Na hitro še malo na slovensko ceno, oziroma kar se tiče slovenskih igralcev, ne bom predolg. CD-vita Olimpija še vedno uspešno igra v Eurocupu. Včeraj zmaga na težkem gostovanju v Romuniji. Marsikdo bo rekel, Romunija, mislim, basket se igra v Romuniji. Malo hudo večji proračun imajo kot Olimpija. Pa če greste gledati, kdo je igral, recimo Mitch Creek, soigralec nekdanje od Dončića v Dallasu, potem tale iz Real Madrida, ko je bil celo glavni strelec Eurobasketa, vmes pa prva peterka, Jeffrey Taylor pri Real Madridu, pa še mač katerega tujca dobrega imajo in ja, mogoče na papirju celo boljšo sestavo kot Olimpija. V glavnem, naslednje 2 tekme bo Olimpija odigrala doma, tako da mogoče bi jo bilo fajn nadgraditi z kakšnim obiskom na tekmi. Takole. Na koncu meseca bodo tudi reprezentanti, naši aktivni reprezentanci Slovenske, tako da je tudi fajn, da pogledamo malo tja.
glas, igralec meseca v ABA ligi, za Dunajčane trenutno igra, vidi se, da ima pač glavno vlogo in ima malo bolj proste roke in fant tole izkorišča, kar je super. Stergar, odlično v Novi Sredini, v Limožu, tako, nekaj tekem celo čez 20 točk. Ščuka, zdaj že drugo leto dobro izkorišča svojo priložnost v Nemčiji. Bi pa izpostavil še tukaj naše mlade, Joksimoviću sem na tem kanalu že govoril in še bom. Zdaj sicer ni nazadnje igral v dresu Baskonije, ampak 16 let, fant, 16 let. Bodite pozorni, Stefan Joksimović, sin, ne bo še jasno, da. Smrekar, velika vloga v Krki, upam, da tako dalje ostane. Padjen trenutno poškodovan pri Iliriji, nažalost, ki pa ima pa novega sponzora. Perspektiva Ilirija, neki malo povišen budžet, to je sigurno fajn, sigurno dobrodošlo. In pa Kroflič pri Megi, reden član, mislim, da celo prve peterke, tako da to je fajn. Bi pa se dotaknil še enih fantov, ki igrajo v NCAA in žal nekaj časa ne bodo na voljo reprezentanci. Matija Samar, uspešno otvoril NCAA sezono, mislim, da 9 točk, 3 trojke, Klaužar 8 točk za Gatorse, Mirtić, Cijani, soigralca, sta dobila kar nekaj minutaže, pa Macora, zanimivo, mislim, da je dosegal samo 4 točke, ampak pobral 12 skokov v prvem nastopu v NCAA, in pa Vide, mislim, da je tudi z zmago in pa z solidno statistiko odprl sezono, samo tako informativno. Evo, naj si bo to dovolj. Res se veselim nadaljevanja lige NBA, ker tole, kaj Luka kaže in pa kaj kažejo Lakersi, je odlično. Tako, Gregor sem bil z vami iz Greg Skorta, vabljeni, da se mi pridružite na tem kanalu tudi naslednjič. Predlagam, da se naročite na moj kanal, da boste takoj obveščeni o novostih, ki jih moj kanal ponuja, ali so to highlightsi ali kakšne zanimive stvari iz ozadja, Lakersov, Luke Dončića, slovenske košarke naprej ali pa podobnih analiz. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami. Lepo zdrav.